stvari, ki jih lahko vzameš ven iz procesa, in se vrednost, ki si jo na koncu naredil, nič ne spremeni, temu strokovno rečemo odpadek ali waste po angleško, in tega je ogromno. Nekih korakov, ki nobene vrednosti ne dodajajo. A je med temi odpadki, a so sestanki med drugim? Absolutno, sestanek je, če greva skozi te glavne skupine, torej neproizvodnih podjetij, je prvi vir odpadkov je komunikacija, maili, ne. Drugi velik vir je, ker ponavadi podjetja nimajo namenskega programskega orodja za delegiranje nalog in se zato uporablja mail, ki je izjemno neprikladen za to. In tretji zelo pomemben vir so sigurno sestanki. Porabljaš tone enega časa in enih udeležencev in se nekaj tam daje, v resnici gre pa velikrat za prelaganje odgovornosti pa blefiranje, da smo zaposleni. Imaš samo 2 statusa na voljo v koledarju, ne? Ali sem na sestanku, ali sem pa prost, ne? Tretjega najpomembnejšega statusa ni, ki pomeni, delam, ne? Ljudje vendarle rabijo neko obdobje tudi v delovnem času, ko lahko preprosto prihajajo do mogoče nekih prebojnih idej, ki jih ne bi dobili, če bi bili ves čas v delovniku optimizirani na 100%. Tle je napačno razumevanje, ne? Jaz pravim, da se zneb brezveznih stvari, zato daš imel več časa biti idle, se pravi ne zaseden. Ker jaz ne poznam nikogar, ki je bil obremenjen z neumnostmi, pa je prihajal na dobre ideje.